Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Golob znižuje penzije. Pokojnine se bodo, verjetno zato, ker se hrana ni podražila, kot pravi naš premier, znižale za 2,17 evra. Za toliko se bo namreč podražilo obvezno dodatno zdravstveno zavarovanje, ki ga je svobodna vlada menda ukinila. Na stran bizarnost, da se draži nekaj, kar naj bi bilo ukinjeno. Svoboda penzije znižuje ravno pred največjim protestnim shodom upokojencev, ki je danes potekal v Ljubljani. Dober tajming, nekaj. Sedaj pa se lotimo 73. oddaje okrogle 8. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, koga je izdal Trump. Je Trump res izdal Ukrajino, Evropsko unijo ali kar cel svet? Uradna pogajanja med Rusko federacijo in ZDA o končanju vojne v Ukrajini so se včeraj začela v Rijadu v Savdski Arabiji. Evropske unije in Ukrajine trenutno ni za mizo. Koga je izdal Trump, nam bosta pomagala razvozlati naša stalna komentatorja, dr. Matevž Tomšič in dr. Igor Lukšič. Matevž, Igor, dobrodošla v Faktorju. Pozdravljen. Lepo zdrav. Matevž, v začetku tedna je predsednica republike Nataša Pirc Musar protestirala uradno, ker Slovenija in pa še nekaj drugih evropskih držav, manjših, vzhodnoevropskih, niso bile povabljene na izredni ad hoc vrh v Parizu, kamor je Macron sicer povabil evropske državnike. No, na varnostni konferenci v Münchnu, kjer pa smo bili povabljeni, pa ni bilo tako predsednice republike, kot tudi ne predsednika vlade. Pa me zdaj zanima tvoje mnenje, predsednica, kot vemo, je šla na vampe, predsednik vlade je šel na neko plesno predstavo. Zakaj misliš, da najvišji predstavniki države niso šli v München, protestirajo pa sedaj, ko niso bili povabljeni v Pariz? No, to je pač, lahko bi rekel, nek pač tak zelo značilen modus delovanja te vladajoče garniture, ker pač ja, na eni strani pač se dogodkov, kjer bi lahko kaj prispevali, ne udeležujejo, potem pa zdaj nekako igrajo neko užaljenost, ker pač zdaj niso bili v Pariz povabljeni v Pariz, ker je šlo tako ali tako za neko ožjo zasedbo, recimo temu evropskih voditeljev, tam večine predstavnikov evropskih držav ni bilo zdrave. To so bili tukaj neki ljudje oziroma vodilni predstavniki izbranih držav. Ne vem sicer po kakšnem ključu je tukaj francoski predsednik Macron izbiral, kateri ljudje oziroma voditelji katerih držav bodo vključeni. Dobro, logično je, da so tukaj te največje evropske države. Tukaj jaz bi pogrešal prisotnost tistih držav, ki so tej vojnemu območju najbliže. Recimo Češka, naprimer, ki je konec koncev tudi dosti prispevala v smislu pomoči Ukrajini, ki je sprejela veliko ukrajinskih beguncev. Konec koncev tudi baltske države so tukaj zelo relevantne. Slovenija pa, če smo iskreni, pa naj to ne zveni nedomoljubno, tukaj ni prav zelo relevantna v tem kontekstu. Jaz mislim, da vsaj ti aktualni vodilni predstavniki res nimajo kaj za ponuditi, da in tukaj njihova prisotnost ne bi predstavljala neke dodane vrednosti. Ja, zdaj, Igor, ta nova Trumpova ameriška administracija ima kar drugačna stališča, recimo do vojne v Ukrajini, kot smo jih bili navajeni prej pod Bidenom. Če recimo pogledamo najprej predsednika ZDA Trumpa, z Putinom se je pogovarjal 90 minut, po telefonu z ukrajinskim predsednikom Zelenskim menda samo 7 minut. Obrambni minister ZDA je povedal, da ZDA ne vidijo Ukrajine kot članice NATO in da vsak mirovni sporazum glede vojne v Ukrajini mora upoštevati pač realno stanje stvari na bojišču. No, podpredsednik ZDA Vance pa je pač Evropi povedal, da bo morala za svojo varnost poskrbeti sama, da ZDA ne bodo več tiste, ki bodo tu imele glavno vlogo. Kako ti vidiš ta premik v teh stališčih aktualne ameriške administracije in kakšna sporočila to prinaša za nas, Evropejce? Tle je seveda več dimenzij. Ena je ta, da ta Trumpova garnitura
vidi koncentracijo kapitala čisto drugače kot Bidenova. Bidenova garnitura je mislila, da se Amerika lahko ukrepi na ta način, da se ošibi Rusija, in zato so sproducirali tole vojno v Ukrajini. Pokazalo se je, da tu rezultata ni. In zdaj seveda druga garnitura, ki je zdaj zmagala, vidi, da je treba vojno končati in Rusijo na drugačen način vplesti in seveda potem tudi Kitajsko, na drugačen način vplesti v to ameriško zgodbo prve sile kapitalizma. In od tu je treba štartati. Se pravi, kaj se v svetu kapitala danes dogaja. Zdaj pa, če pogledamo nazaj, bil je Minsk 1, Minsk 2, leta 2014. Tam so bili na pogajanjih in so podpisali zadevo Nemčija, Francija, Ukrajina, Rusija. Nobeden ni spoštoval tega, oziroma nobeden. Ruska stran je spoštovala, drugi trije niso spoštovali in niso garantirali, da bi se ta sporazum uresničil. Potem smo imeli vojno. Putin je pripovedoval in govoril, kaj se bo zgodilo, skratka, prišlo je do vojne, on je izvedel invazijo. Spomladi 22, se pravi takoj po invaziji, ste imeli pogajanja Ukrajina-Rusija. In ta pogajanja so bila prekinjena. V letu je Johnson, se pravi v Anglija, in povedala, da ta vojna ne sme biti končana. Torej, zdaj pogledamo, kdo je vse bil na teh pogajanjih in potem vidimo, kdo je pravzaprav sposoben to vojno končati. Nemčija ne, Francija ne, ker je že imela šanso, da prepreči sploh, da do vojne pride. Ukrajina ne, ker se je pokazalo, da ni sposobna in ni suverena v tem smislu pogajalec z Rusijo. Torej, Rusija se pogaja zdaj z državo, ki je edina relevantna. In to so Združene države Amerike. Združene države Amerike, kot sem rekel, pa imajo program razvoja svetovnega kapitalizma, v katerem vidijo Rusijo na drugačen način kot prejšnja Bidenova ekipa. Torej, zato zdaj gre. Se pravi, kako revitalizirati kapitalizem, da ne bo obtičal v nekih vojnah, ki šibijo glavni projekt vse te ekipe okrog Trumpa. Torej, nobeden ni nekdo vprašanje, kdo je koga izdal, tle nobeden ga izdal, vsi se obnašajo v skladu z lastnimi interesi, s tem, da se je pokazalo, da edini, ki lahko nastopa v odnosu do Rusije, je tisti, ki je vse skupaj izsilil. Kdo je silil Ukrajino v NATO? Ne Nemčija, ne Slovenija. To je bil projekt recimo te demokratske strani, sprav tega kapitala, ki nazadnje je speljal skozi Bidena to zgodbo. Se pravi, od Clintona se je začelo, potem je Obama nadaljeval in zdaj Biden speljal do konca. Se pravi, ta republikanska stran je pa to imela drugi program, z zadnjo ekipo je pa to prišlo najbolj eksplicitno do izraza. In potem imamo te zgodbe, paradoksi, ki Lavrov pravi, ruski zunanji minister pravi, zakaj bi države, ki so za nadaljevanje vojne, sodelovale pri mirovnih pogajanjih. In če pogledate, tudi stališče Slovenije je bilo vse skozi, da je treba, dokler se bo Ukrajina pripravljena boriti, Ukrajino podpirati. Brez refleksije, zakaj pravzaprav pri tem konfliktu gre. Mi bi tle vsaj malo manjšo stopnjo vehemence lahko kazali in bi zdaj v tem trenutku, ko je prišlo do obrata in prihaja do obrata, imeli vsaj neko bolj prepričljivo intelektualno držo. Se je v začetku bilo jasno, zakaj je do te vojne prišlo. Zdaj, Matevž, nekako se zdi, da pač evropski voditelji, čeprav Trump ni skrival, na kakšen način misli voditi ZDA in je tudi že v predvolilni kampanji oziroma po izvolitvi marsikaj povedal, so še vsem presenečeni zdaj nad tem, na kak način on vodi stvari, kako se pogaja, kakšna stališča zavzema.
Zakaj misliš, da je Evropa tako nepripravljena in zakaj zdaj recimo ad hoc neki sestanki danes v Münchnu, jutri v Parizu, ko vendarle so razmerja sil jasna in ko bi pač Evropa, če je že hotela tu igrati kako bolj pomembno vlogo, morala že prej uskladiti stališče in bolj enotno nastopiti. Dobro, tukaj jaz ne vem, ali je to presenečenje igrano ali je avtentično. Ne? Ker če je slednje, ne? Če je avtentično, potem nekako se človek lahko vpraša, ali te ljudje sploh kaj razumejo oziroma koliko dejansko razumejo to, kar se je zgodilo na zadnjih ameriških predsedniških volitvah in kakšne spremembe se tukaj obetajo. Ne? Tukaj Trump, karkoli si še kdo misli o njemu, ne? Ampak treba je reči, da je transparenten, ne? Da konec koncev počne to, kar je napovedoval, preden je bil izvoljen. Ne? Tukaj dejansko ne bi smelo biti nobenih presenečenj. Vse, kar je do sedaj storil, odkar je bil inauguriran, se pravi, odkar je zaprisegel, ne, vsi te izvršni ukazi, ki jih je bilo že res na stotine, ne, pa tudi to, kar se dogaja v povezavi z vojno v Ukrajini, ne, to je bilo mogoče pričakovati. Ne, to, da bo on poskušal čim prej končati to vojno, ne, to je on večkrat napovedal. Ne, večkrat napovedal to, da bo pristop njegove administracije drugačen, kot je bil pristop predhodne administracije. Ne? In ja, ne, tukaj pač vsi bi pač morali biti na to pripravljeni. Ne? Konec koncev tudi tukaj pa imamo evropske voditelje, ki dejansko delujejo kot da so precej zmedeni. Ne? Tudi te reakcije, ne, v smislu tega, kaj nam zdaj Američani tukaj nekako neke berejo levite, ne, kako da nas podučujejo. Ne. Vse to zgražanje recimo nad govorom podpredsednika Vansa v Münchnu, vse to je bilo že v bistvu povedano. Ne. Konec koncev tudi Vance tukaj pač ni povedal nič takega, kar ne bi povedal že kdo pred njim. Ne? In konec koncev tukaj bi jaz rekel, ne, da on je pač bil pri tem precej iskren, ne? Da je na nek način tudi evropskim politikom nalil čistega vina. Ne? Jasno je povedal, kako sedanja administracija vidi Evropo. Ne? Kako konec koncev, ne, kako na njo računa oziroma ali pa ne računa v smislu nekega zavezništva. Ne. In tukaj pač Evropa pač se bo morala na to odzvati, ne pa se tukaj zdaj jeti neko užaljenost, neka ali ne vem kaj, češ, da so nas naši čezatlantski zavezniki izdali. Trump ni izdal nikogar. Ne. Konec koncev Trump ima ta svoj znani slogan, ne, da je Amerika prva, ne, da je Amerika na prvem mestu. In tukaj on gleda ameriške interese. Ne. Interese konec koncev tistih, ki so ga izvolili. Ne. In konec koncev treba se je zavedati. Ne. To mogoče tudi Evropejci ne slišijo prav, ali pa ne slišimo prav radi, ne. Ampak recimo vojna v Ukrajini za povprečnega Američana ni nekaj zelo pomembnega. Ni to ena od glavnih prioritet. In tudi, ko bo se Trumpova administracija ukvarjala s tem, kaj storiti z tem, kako končati to vojno, bo upoštevala tukaj predvsem ameriške interese. V redu, predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem koga, če sploh koga je izdal Donald Trump. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša stalna komentatorja Matevž Tomšič in Igor Lukšič. Pogovarjamo pa se o tem, koga, če sploh koga je izdal Donald Trump.
Zdaj, Igor, nekako se zdi, ne, da so Američani v tej zgodbi pač kar precej realisti, ne, upoštevajo dejansko stanje stvari, realna razmerja moči, govorimo o aktualni ameriški administraciji. Zdaj, Evropa po drugi strani pač govori o nekih načelih, ne. Kaj je zdaj tisto, kar prevaga? Interesi, načela, kako zdaj to dvoje gre skupaj? Na eni strani neki realni politični interesi, na drugi strani neka visoko leteča pač načela. Vlogo interesi in potem moč, ki se okrog tega sproducira. Donald Trump je prinesel to tudi v retoriko. Prej, se pravi, o tem tudi govori in daje vedeti, da je Amerika to najmočnejša in zato si bo tudi vzela to, kar misli, da ji pripada. Vse druge države se pa delajo, kot da so enakopravne, ne. Recimo, mimo grede, mi smo nestalna članica Varnostnega sveta. Ne? Ja. Zdaj, vi veste, da smo kar naprej poudarjali naše načelno stališče, da mora Varnostni svet in OZN biti vključeno, ampak tle vidite, da OZN je kar naenkrat odpadel. Ne? Tle je zdaj vprašanje Evropska unija, Ukrajina in tako naprej. Zdaj, Evropska unija je neka, zdaj se izkazuje, tvorba, ki je sestavljena iz realnih interesov posameznih držav oziroma kapitalskih struktur znotraj teh držav. In te države, ne, zakaj je Macron povabil te države? Zaradi tega, ker so te države zainteresirane. Zakaj je Danska zraven? Zaradi tega, ker Trump omenja Grenlandijo. Ampak kot veste, Grenlandija ni članica Evropske unije. Oziroma ta del Danske ni članica Evropske unije. Se pravi, ko gre ne za interese Danske, oni pač pustijo v Evropsko unijo tisto, kar bi, ampak te resurse so pustili izven Evropske unije, samo sebi na razpolago oziroma mednarodni javnosti po kapitalskih pravilih in tako naprej. Se pravi, treba je vedeti, ne, da interesi štejejo, da se interese spoštuje, razmerja med interesi se pa potem usklajuje po načelih. Mi pa takoj preskočimo na načela, zamolčimo svoje interese, zamolčimo razlike v moči in poskušamo vpiti na ves glas, da smo vsi enakopravni in nam po mednarodnih načelih in pravnih načelih pripada isto mesto za mizo kot katerikoli drugi državi, ko gre za Evropsko unijo. Ampak mi vemo, da ta Evropa je sestavljena iz držav, ki so bile kolonialne velesile, ki nekatere še so, da imajo to infrastrukturo in imajo to mentalnost, kako si deliti svet, znajo priti v določeno državo, znajo vojno začeti, znajo vojno tudi končati na način Pax Americana oziroma Pax Romana, se pravi po lastnih pravilih in v skladu z lastnimi interesi. Slovenija je to absolutno neizkušena, nima tovrstnih veščin in zato tudi za tovrstnimi stvarmi ne more počenjati. Mi lahko samo iz ozadja moraliziramo ali pa se gremo kakšne moralistične akcije tipa podpore za to in tiste, ki so na prvo žogo v slabši situaciji. Ampak imamo pa tudi intelektualno kapaciteto, da stvari razumemo in bi lahko s tem razumevanjem, ne takrat, ko gre za eskalacijo, takrat pač z razumom ne moreš priti blizu, ampak lahko bi saj v ozadju, ne, v notranji diskusiji razčiščevali, zakaj pravzaprav gre in kaj lahko ta država v tovrstnih konfliktih, katero vlogo lahko odigra. Ja, zdaj to, Matevž, ko pravi Igor, kapacitete. Ne? Kapacitete v narekovajih so bile včeraj spet na preizkušnji, namreč državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, odgovoren za zunanjo politiko, je na tiskovni konferenci dejal, da odziv predsednice Nataše Pirc Musar, ne, ta njen protest, zakaj ni bila povabljena v Pariz, ni bil usklajen s predsednikom vlade. Ona ga je pa potem, oziroma njen urad ga je potem postavil na laž, rekoč, da je predsednica bila usklajena tako s predsednikom vlade, kot tudi z zunanjo ministrico Tanjo Fajon. Zdaj, če se že urada dva med sabo ne morata zmeniti v realnem času, Matevž, a so usklajeni ali niso, kako bi pa lahko pričakovali, da nas bo tujina imela za kredibilnega partnerja oziroma da bomo v tujini pač enoglasno nastopili? Oziroma
tako rekoč nikakor. Ne. Tukaj to konec koncev spet ni bilo prvič, ne, da pač na področju zunanje politike, da tukaj ni bilo, kako bi temu rekli, nekega enotnega glasu ali pa vsaj, da neke te razlike ne bi že tako s prve se javno obelodanile. Ne. Tukaj ne gre samo za to, da obstajajo neke razlike, recimo, kar se tiče določenih zunanje političnih usmeritev ali vsaj načina nastopanja, ne, ampak to samo po sebi niti ne bi bilo kaj tako zelo narobe, ne, ampak ja, problem je v tem, da se to takoj s prve razkrije, ne, da takoj pride do nekega konflikta, ne, in to celo med političnimi protagonisti, ki ne bi bili celo iz istega političnega pola, ne. Tako da tukaj, ja, ne, takšna zunanja politika ne more dajati nekih rezultatov, tudi ne more biti nekako kredibilna napram zunanjim recimo temu partnerjem, ne, in tle se vidi, ne, da ta slovenska zunanja politika nekako sploh ne bazira na nekem premisleku, kaj so recimo neki interesi neke slovenske države, ne, da je zelo izrazito ideološka, tukaj konec koncev, s čim se je Slovenija izkazala v narekovajih na zunanjem političnem področju, ne, v času mandata te vlade z raznimi, bom rekel, kar eskapadami, kot je priznanje Palestine, ki niti malo ni izboljšalo razmer na Bližnjem vzhodu, niti malo ni izboljšala položaja Palestincev, ne, in šlo je pa za neko ideologijo, zgolj za neko ideološko demonstracijo, ne, ki nekako, ja, češ, dajmo jim pokazati, ne, jasno, nekega pozitivnega učinka za Slovenijo pa to ni imelo nobenega. Ja, zdaj, Igor, ne, od začetka vojne v Ukrajini je pač praktično ta naš svet, bi rekel Zahodna Evropa ali pa večina Evropske unije, no, s kakšno redko izjemo, mogoče sosednjo Madžarsko, se postavlja na izrazito protirusko stališče. Pač celo ruska kultura je bila izgnana iz evropskih univerz, ruska glasba, umetnost, ruski jezik in tako naprej. Zdaj, Američani, kot je razumeti Trumpovo administracijo, se bi prizadevali za to, da se Rusija čim prej na nek način v narekovajih nazaj vključi, postane spet del Evrope. Kako bo to šlo skozi, če smo zdaj bili kar 3 leta priča pač čist obratni smeri, Igor? Ja, tu imamo en velik problem, in sicer varnostna ocena, ki so jo izdelali v NATO in pa tudi potem v Evropski uniji, je po mojem mnenju popolnoma napačna. Namreč Rusija ne ogroža Evrope, Rusija je bila do leta 2022 ne samo soliden partner, ampak partner, ki je omogočal razvoj Evropi, sorazmerno poceni energetske vire in tako naprej. Se pravi, razvijalo se je dobro partnerstvo, ki ga je, če poslušate in kdor pozna geostrateške razprave v podkomisijah in komisijah v Združenih državah Amerike, kjer so oni načrtno zakuhali to vojno zato, da bi ošibili Evropsko unijo in zlasti Nemčijo. Se pravi, kaj bi bilo treba zdaj narediti? Prva stvar v teh zadevah je ugotoviti, kaj je interes Evropske unije. Se pravi, če so poceni energenti in tako naprej, je treba takoj obnoviti pretok energije, se pravi plina in nafte in še česa in seveda tudi drugih virov iz Rusije. Se pravi, to, kar zdaj Američani počnejo z Rusijo, se z njimi pogovarjajo, odmrznujejo odnose, bi morala narediti Evropa. Kaj pa Evropa dela? Evropa pa, namesto da bi zakopala bojno sekiro, jo še dodatne sekire ven vleče in grozi, kako bo pošiljala vojake tja dol. Se pravi, ne obnaša se v skladu z lastnimi interesi. Američani so se začeli obnašati v skladu s tem, in zdaj bojo Evropo prisilili, da dela umazan posel za njih, oziroma da financira tam noter neke zgodbe, ki v resnici niso v interesu Evropske unije, niti ne posameznih držav. Oziroma posamezne velike države si bojo tam naredile zadeve tako, da bojo to na boljšem.
Ampak v vsakem primeru morali bi se začeti pogovarjati z Rusijo. Namreč Rusija je tam, Rusija bo tam, ne glede na to, kaj si mi v zvezi z Ukrajino mislimo. Ne. In torej varnostno oceno narediti, ta pravo. Ne. Se pravi, ne upiti, kako bo, in zdaj recimo Putina primerjajo z Hitlerjem in kako je to vrstna konferenca, ki se zdaj grejo Američani, pravzaprav popuščanje Hitlerju leta 1938 v Münchnu, ampak pozabijo povedati, da tisti, ki je Hitlerja sfinanciral, je bil ameriški in angleški interes. Sej Hitler ni imel sami sebe sredstev v ponižani in popolnoma potolčeni Nemčiji. Ne? To je moral nekdo sfinancirati. In v primeru, Hitler je razumel Lebensraum, se pravi svoj življenjski prostor, da se širi. Putin ima ozemlja zadost, Putin ima verov zadost, ne, ima dost prostora. Se pravi, ta ocena, da je on nor in bi rad se polestil najprej Ukrajine, pa potem Baltov in potem prišel do Atlantskega oceana, je po mojem mnenju popolnoma napačna. Ker je to absolutno ni v interesu Rusije, niti katerega-koli nebulotika. Da bi šel v neko državo, kjer bi si nakopal konflikte, se pravi v Evropo, kjer bi si nakopal cel NATO. Mislim, to je tisti, ki razglaša, da je to interes Rusije, je pač totalni nebulotik, oziroma ni nebulotik, ker vemo, zakaj gre, ne? Ker teče hkrati proces povečave sredstev za oboroževanje v NATO. Torej, ta oboroževalni lobby oziroma ta kapitalski krog sili NATO in celotno vojno v Ukrajini izkoristi za to, da bomo dali do 5%, kot ima Trump idejo, ampak postopno več kot 2%, za oboroževanje. Zdajle je ravno, včeraj je en gremij sprejel sklep, da se bo oprostilo nacionalne države finančnih pravil pri vlaganju v vojsko. Tega recimo nikoli nismo uspeli za vlaganje v zdravstvo, za vlaganje v kvaliteto življenja ljudi, kamorkoli, šolstvo, zdravstvo in tako naprej, a za oboroževanje in za financiranje oboroževalne industrije bomo pa imeli sredstva proti fiktivnemu sovražniku. Zdaj, Matevž, nekako se vse bolj izkazuje, ne, da pač posamezne evropske države vse svoje zunanje politiki, tudi v odnosu do vojne v Ukrajini, pač sledijo nekim lastnim nacionalnim interesom, vsaj tako, kot jih oni dojemajo. Ali pa govorimo o Nemčiji, ali pa govorimo recimo na drugi strani v sosednji Madžarski. Zdaj, kaj je po tvoje nacionalni interes Slovenije v zvezi s tem? Lahko mi tu znotraj tega pač najdemo kaj svojega, ali smo pač prisiljeni slediti temu, bi rekel, glavnemu toku, ne? Ker ob izvolitvi Trumpa so številni v Sloveniji polagali velike upe vanj, je ta optimizem zdaj zbledel. Misliš, bo se Slovenija prisiljena vrniti na neke evropske tirnice, ali vseeno lahko tu neko bolj svojo politiko vodi? No, do Donalda Trumpa so bila stališča v Evropi in tudi v Sloveniji, če zdaj nekako se fokusiramo na slovensko situacijo, so bila zelo vsaka sebi. Ne. Lahko bi rekli, da smo imeli dva ekstrema na eni strani. To so zagovarjali recimo večinski mediji, konec koncev tudi vladajoča politika, ne, celoten levi pol, kako da zdaj, če pride Trump na oblast, da bo pa zdaj nekako to zelo velik problem, ne, da bo celo zdaj demokracija ogrožena, ne samo v ZDA, ampak tudi globalno, ne, da zdaj bo on dajal potuho raznim samodržcem, da bo se z njimi povezoval, ne, da to mislim, da je celo predsednik vlade, da je enkrat rekel nekako, da tisti, ki smo za pravno državo in za demokracijo in tako naprej, ne, mi podpiramo kandidatko, se pravi Kamalo Harris, ker češ, da Trumpa pa podpirajo tisti, ki so znani kršitelji človekovih pravic in tako naprej. Ne. Se pravi, to je bila ta ena skrajnost, ne, če zdaj, da Trump pride, bo groza in strah. Na drugi strani pa del, predvsem na desnici, ne, ki pa je v njega polagal neke zelo velike upe.
ne, češ, da zdaj bo pa Trump, če bo zmagal, ne, sploh, ker je nekako ima neke povezave s Slovenijo preko svoje soproge, ne, da bo pokazal več, ne samo več razumevanja za to, kakšno je dejansko stanje v Sloveniji, ampak da bo tam tako rekoč pomagal, recimo temu, naši stvari, tako rekoč. Se pravi, tukaj, da bo recimo pomagal malo, da ne desnici na oblast. Ne. Pač tukaj obe te dve poziciji sta, lahko bi rekel, nekako zelo zgrešeni, na eni strani nek wishful thinking, na drugi strani pa pač neki strahovi, ki so pač spet nek ideološki konstrukt. Pač Trump tukaj bo zagovarjal politiko Združenih držav Amerike. Ne. Tukaj, ukolikor bo prišlo to do ujemanja s slovenskimi interesi, potem seveda bo tudi koristilo slovenskim interesom, če ne pa pač ne bo. Ne. In tukaj v vsakem primeru pač Slovenija mora tukaj vzdrževati dobre odnose, jasno, znotraj Evropske unije, to je le naše širše politično okolje, pa konec koncev tudi z Združenimi državami Amerike in še za kom. In predvsem se pa treba zavedati, kakšni so, kam je usmerjena politika teh velikih držav. Ne. Tukaj konec koncev Trump in njegova administracija nekako je jasno, da za glavnega tekmeca, ali pa glavno mogoče na nek način nevarnost ne vidi Rusije, ampak vidi Kitajsko. Kitajska je zanje tukaj pomembnejša. Rusijo ne smatrajo kot nekaj zelo relevantno. In tudi zato nekako nočejo, da bi zdaj Rusija postala nek čisti kitajski vazal, recimo v tem smislu, da bi tukaj prišlo do neke premočne povezave. Po mojem je tudi to nek razlog za to, da skušajo nekako Rusijo mal približevati v nek, recimo, zahodni okvir. Ja, absolutno. Igor, splošne volitve v Zvezni republiki Nemčiji so tako rekoč pred vrati. Navajeni smo, da smo dolgo časa govorili, Nemčija je motor Evrope. Zdaj, to bojo kar prelomne volitve, se zdi. Alternativa za Nemčijo, stranka, ki ima dosti različne poglede, tudi v končni fazi do vojne v Ukrajini, ali pa do drugih stvari do sedaj pač vodilnih političnih strank, se je obeta pač dober ali pa zgodovinsko dober rezultat na teh volitvah. Kaj misliš, da lahko prinesejo volitve v Nemčiji za Nemčijo in potem posledično tudi za nas oziroma za Evropo? Če bo desnica zmagala, potem se bo Nemčija gotovo okrepila, tudi kapitalsko. Zdaj vidim te dni v finalu ali pa v finišu tele kampanje letijo donacije na FDP po 6, 4, 5 milijonov evrov od posameznikov. Tega nismo bili do zdaj navajeni na nekih evropskih volitvah. To se do zdaj ni dogajalo, kar pomeni, da je kapital res zainteresiran, da s temi nebulozami, ki so jih počeli socialdemokrati in zeleni v zadnjih 3 letih, da se to konča. To ni v interesu dviga kvalitete življenja ljudi, ne Nemčije, ne kogarkoli. Paradoksalno je, da imate najbolj zdrava stališča v smislu zagovarjanja interesov ljudi na tej skrajni desnici. Zakaj je zdaj skrajna desnica? Ko imate socialdemokrata, ki je sprejel odločitev, socialdemokratska večina, da se Nemčija ponovno oborožuje, da vrže na mizo v parih letih po 100 milijard evrov, da se jih začnejo zobe poganjati tile grozoviti, zdajle bo pust, razne drakulskih zobeh, ker ko Nemčija dobi ta apetit, potem se moramo v Evropi bati. In nevarnost nacizma obstaja takrat, ko začne tovrstne stranke podpirati kapital. Zdaj pa, sreča, da nacizma ne bo v taki obliki, kot smo ga imeli prilika, je v tem, da je delavsko gibanje absolutno in pa kakšna komunistična, socialistična opcija absolutno ni alternativa. Ja. In zato pač ne bo nekih blaznih grozodejstev, ker grozodejstva so se proti tej možni alternativi dogajali. In zdaj, če se vrnem na to, kar je Matevž govoril, Vanceov govor in to, kar dela Trump, namreč
Vance je jasno povedal, da socializem, delavsko gibanje, se pravi to, kar je bila v 20. stoletju neka alternativa, ali pa saj se izgledalo, da je alternativa, se pravi kakšen dvig plač, dvig davkov, nacionalizacija in tako naprej. Se pravi, ta model kapitalizma je absolutno ni v igri. In za tisto, za kar se Vance in Trump zauzemata, skupaj seveda s potem Twitter mojstrom, ne, da imamo absolutno svobodo govora. Absolutna svoboda govora pomeni, da imajo vsi, ki imajo denar, ki imajo ogromno denarja, možnost, da investirajo v svoje kampanje v javnosti. Da imajo možnost, da investirajo denar v stranke, ki so jim blizu. In to je to, kar bi oni radi in za kar gre. Se pravi, da se pospeši koncentracija kapitala, da se vse ovire ali pa čim več ovir odpravi. Da se odpravi pridobitve tako imenovane socialne države, da se odpravijo omejitve vpliva kapitalskih struktur na politiko. In to zdaj teče. Recimo v Nemčiji se bo to izkazalo kot rezultat na teh volitvah in seveda, ko bo politika instrumentalizirala s temi kapitalskimi krogi, pomeni, da bo v konsekvenci sicer lahko prišlo tam do vojne v Ukrajini, konc pa tako naprej, ampak to bo pomenilo tudi bistveno zmanjšanje kvalitete življenja ljudi, ker bomo namesto včasih ne bila alternativa maslo ali topove, namesto v maslo bomo dajali v topove in to je ideja tega propulzivnega kapitalskega bloka, ki ga Trump tudi zagovarja. Namreč, ne vem, če ste bili pozorni, ne, ko je Trump govoril o tem, da bo vojno v Ukrajini končal, je enkrat cinično pripomnil Putin in rekel, ja, bo on končal vojno, se mu bo zgodilo isto, kot se je JFK-ju, če bo to pomislil. In kaj je Trump izumil? Izumil je 5% za NATO. Se pravi, ta oboroževalski blok, ki se je zelo okrepil v času vojne v Ukrajini in vojne v Izraelu, bo nagrajen, ne bo izgubil, ne? Ker tisto, kar je Biden ponudil, je nadaljevanje vojne, dobili boste vsaj toliko, pa malo več, kot ste do zdaj. Trump je pa rekel, vojno bomo končali, ampak dobili boste še 3-krat več, kot ste imeli do zdaj. Razumem. Zdaj, Matevž, ta obrat političnih polov, o katerem je govoril tudi Igor, ne, ko so recimo v Nemčiji tako imenovana skrajna desnica za mir, zeleni pa za vojno, recimo, ne, logično bi bilo bolj obratno. Kako se to pri nas kaže? Lahko tudi pri nas po naslednjih parlamentarnih volitvah pride do nekega preobrata, ker zdi se, ne, da to, kar se dogaja recimo po Evropi, pa v ZDA k nam še ni plusknilo v tem smislu, da bi se pač tudi mi prespraševali ali pa naše volilno telo, kdo je zdaj tisti reprezentant, ki zastopa recimo slovenske nacionalne interese. Ja, dobro, tukaj spet zdaj prihajamo do nekih političnih prognoz, ne, ali pa političnega prerokovanja. Ne, ja, dobro, tukaj zaenkrat se res nič kaj takega ne dogaja oziroma ni videti, ne, ampak ja, tukaj vedno obstaja neka možnost, to je konec koncev bistvo demokracije, ne, da pride do nekega političnega preobrata, ne, čeprav očitno zdaj nekateri, recimo, ki se imajo za demokrate, to smatrajo, da je problematično ali pa celo nesprejemljivo, če zmaga recimo napačna stranka, ne, ali pa že če napačna stranka dobi preveliko podporo, ne, je potem lahko problem, ne, da se potem dogaja tako, da se kdaj celo kakšen izid volitev razveljavi, ki je, ne, če je, kot je bilo v Romuniji recimo, ki je v prvem krogu predsedniških volitev, na rekovih rečeno, napačni kandidat dobil preveč glasov oziroma odnesel relativno zmago in je to potem bilo razveljavljeno, kar se mi zdi tak zelo nevaren precedens, konec koncev, ne, za zdaj, da pač to se lahko tudi kje druge potem zgodi, če zmaga napačna politična opcija, ne, tukaj seveda zdaj, kot sem že prej rekel, ne, da to tukaj ni nobenih avtomatizmov, ne, Trumpova zmaga ne pomeni, da bo zdaj nek val nekega pač nekih, kako bi rekel, gibanj ali pa val idej, ki jih Trump zagovarja,
in pač ljudje okoli njega, da bo zdaj preplavil celotno Evropo, celoten svet, da bo tudi pri nas, da bodo te ideje prevladale, ne, to ni, pač tukaj konec koncev situacije je vendarle odvisno od tem, kaj bojo slovenski politični igralci odnesli od te situacije in kako bojo razumeli, kaj se trenutno dogaja v Evropi in v svetu. V redu, bomo videli, kaj se bo razvijalo v prihodnje. Za nocoj pa dr. Matevž Tomšič, dr. Igor Lukšič, najlepša hvala za vajina pojasnila v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, koga je izdal, če sploh koga, Donald Trump, že 1125. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali OnlyFans, pornografija, ki se vsem splača. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.